Dobrodošli na YouTube kanalu in seveda tudi na spletni strani domovina.je. Pred nami je nova vroča tema, za katero pa si tudi sam osebno želim, da bo čim bolj topla, čim bolj vroča ostala še v naslednja desetletja, kajti govorimo dejansko o naši kulturni dediščini, ki je zelo bogata tudi v glasbenem smislu. In z nami je, lahko rečemo, najbolj plodoviti pisatelj na slovenskih tleh, gospod Ivan Sivec. Dobrodošli. Dobar dan. Ja, knjig pri vas ne manjka, tistih napisanih, kot tudi tistih, ki še čakajo, da vaše pero nadaljuje to res plodovito zgodbo. 197 knjig je že obiskalo knjižnice in pa seveda tudi ima številno publiko med bralci. 40,000 izposojenih knjig vsako leto z vašim imenom na naslovnicah je častitljiv podatek, glede na to, da živimo v tej digitalni dobi, ko mladina, vemo, rada brska po tablicah, telefonih, ampak vaše knjige pa so zelo priljubljene. Kje je metoda tega uspeha in vaš komentar najprej teh številk? Ja, komentar pravzaprav nič posebnega ne moram povedati ob tem. Namreč jaz sem že dolgo časa na svetu, veliko knjig sem res napisal, ampak to je razpotegnjeno na 50 let oziroma še nekaj več, ne. Letos bom dočakal 77. leto, sem vesel, da sem zdrav in da lahko delam. Sicer pa najbolj me ljudje poznajo po pisanju besedil in pa po pisanju knjig. To, da je 40,000 izposoj, je pač en podatek, ki ga da Cobiss ven. Ve se, da je to točen podatek, to je samo za splošne knjižnice, posebej pa so še potem šolske knjižnice, ki niso v ta sistem vključene še. Drugače pa 197 knjig, res je to. Računam, da letos, leta 2026, da bo išla 200. knjiga. Ko mi je nekoč Ciril Zlobec napisal v 100. knjigo en predgovor, ne, da Sivec je nemogoč, da bo dosegel celo 200 knjig, sem mislil, da je to znanstvena fantastika, ampak na koncu se zgleda, da se bo to res zgodilo, ker pravzaprav tudi te knjige proti 200 so že napisane. Ta je pa res 197, o kateri bova danes nekaj več govorila. Ja, verjamem, da vas tisti, ki perejo vaše knjige, poznajo, dobro poznajo, oziroma so se malce poglabljali tudi v vaši zgodovini, ampak za vse tiste nove, ki ste danes z nami, dajte nam povedati, kako je šla ta vaša življenjska pot od malih nog najprej, seveda, do te radovednosti, do tega iskanja te gore podatkov. Seveda ste imeli čas tudi se družiti z največjimi velikani slovenske narodne zabavne glasbe. Ste konec koncev tudi avtor in pa ali pa soavtor številnih pesmi, ki so nastale v sodelovanju z res temi velikani, o katerih bomo danes govorili, kajti danes bo govora o knjigi Legende slovensko narodno zabavne glasbe. Vi ste avtor le tega, ampak to je nekakšen uvod v nadaljevanja, ki sledijo, nekakšen, lahko rečemo, da ste nas malce podražili, kaj vse še skriva lahko narodna zabavna glasba, kajti vemo, toliko koncertov, nastopov in dogodkov, ki so jih uprizorili, recimo ansambel Slavka Avsenika in seveda številni ostali, ki so znani ne samo pri nas, tudi širom sveta, pa ponujajo ogromno materijala, s katerim vi lahko potem operirate, da nastanejo takšni zapisi. No, to je pravzaprav sorazmerno drobna knjiga, vendar mislim, da je bogata knjiga, ker je teh zapisanih prvih 25 legend. Jaz sem sicer o glasbi napisal, tudi o glasbi veliko knjig, kar 25 knjig. Najbolj pomembne sta v bistvu dve debeli knjigi, taki monografija o razvoju narodno zabavne glasbe, pa zdi se mi, da je zelo pomembna knjiga o bratih Avsenikih, ki je nastala na podlagi mojega magisterija, ki sem ga naredil na etnološkem oddelku na Filozofski fakulteti. Sicer pa sem popisal tudi več teh biografskih romanov, tako recimo o Avsenikih, o Slaku, o Mihaliču, o Prešernih, o Dovžanu in tako naprej. Kar pomeni, v tej glasbi sem jaz kar precej doma. Pravzaprav sem prvi, ki sem to začel. Ampak stvar je v tem. Jaz sem še kot otrok, kot mladenč, kot ste vi na začetku vprašali, to glasbo spremljal na podeželju in sem začutil, kako bogata je pravzaprav ta glasba po svoje in kako blizu je ljudem. Jaz sem rastel v ljudski pesmi, rastel sem v pesmi oziroma v teh zvokih ljudskih godcev in vem tako, recimo po skupnih delih so ljudje se usedli, ko so nekaj naredili ali pa celo med samim delom so zapeli.
In meni je bilo to zelo lepo, nebeško lepo, moram reči. Ko je tam na vasi, recimo eno vaško petje, ene ženice in pa tudi seveda možakarji so pristopili zraven in lepo zapeli narodno pesem. In sem začutil to, bi rekel, globino te narodne pesmi. Hkrati pa na koncu recimo nekega ličkanja koruze, v tem času, a pa malo prej se je to delalo, je prišel vaški godec in zaigral in lepo so te pari, tisti, ki so radi plesali, zaplesali kar po ličkanju. In meni je bilo to zelo lepo, ker je bilo to pristno, ker je bilo to v bistvu čisto iz ljudi ven vzeto. Poznaje pa so seveda prišli novodobni godci, kot so recimo začelo se z Avseniki, ki pa so bili v bistvu nek podaljšek tega, s tem, da je bil ta podaljšek, bi rekel, zelo intenziven, zelo usmerjen, ampak hkrati zelo blizu ljudem. Mi smo na vasi recimo poslušali četrtkov večer domačih pesmi napevov, ki se je začel pravzaprav z Avseniki, skupinsko še, takrat, če ni bilo radijskih sprejemnikov. Ampak kako je prišlo do te tranzicije, če se smem tako izraziti? To hočem povedati. Od teh pesmi, recimo čebelarjev ali pa kmetov, ne, ob ličkanju, do te recimo tudi čez lužo, ne, je bila črnska duhovna glasba, gospel in tako naprej, in so se potem pojavljale različne zvrsti glasbe, ki imajo neko svojo izvorno korenino oziroma nek izvor. Verjetno tudi pri nas obstajajo, rekel, neke narodne skladbe, pesmi, ki so potem dale idejo tem genijem, ki so znali to vzglasbiti, da se to sliši tako, kakor to poznamo danes, recimo. Vete, stvar je v tem. Če smo pri Avsenikih, recimo. Ne? No, ampak se ni, z Avseniki je začetek, ampak sicer je pa stvar, bi rekel, popolnoma razumljiva. Vsako pesem, vsako skladbo, vsako peto pesem ali pa tudi samo recitirano pesem je nekdo nekoč napisal. Morda 200, 300, 500 let nazaj je napisal. Ampak ker je bila dobra, je šla iz vasi do vasi, od človeka do človeka, iz roda v rod in se je ohranila. Zato jaz pravim, prekrasne, čudovite so narodne pesmi. Ker to je že vse presejano. To je lahko presejano v 5, 10, 20 rodovih. Zdaj, v današnjem času, v tem času, ko so živeli Avseniki in ko so začeli to glasbo, je bil tudi Slavko Avsenik zelo nadaren človek, Vilko Avsenik zelo nadaren človek, zbrali so okrog sebe neke druge godce še in je nastala nova pesem, ki je pa slonjela ravno tako na tej ljudskem občutju in ravno tako tudi na tistem geniju, ki je ta godec oziroma ta avtor prinesel. Je pa razlika velika v tem, da so se potem vse te skladbe posnele, da so vse na nosilcih zvoka in zdaj se to tukaj stopil vmes radio kot nosilec oziroma prenašalec in to je šlo zdaj ne samo iz vasi do vasi, ampak v celotno sfero in na lepem je to postalo del v bistvu tistega, kar so ljudje radi poslušali. Na eni strani lokalno na Veselici, na drugi strani pa vse slovensko na Radiu Ljubljana. Ampak, če se vrnemo nazaj k tem koreninam, ne, te fantje so seveda najprej eksperimentirali, ne, iskali te melodije, ne, jih ustvarjali. Vemo, to so glasbeni geniji na nek način. Ne, mislim, da niso eksperimentirali v sami osebi, ampak to je izvorno, to je prišlo iz človeka. Jaz pravim, brez navdiha, brez božje iskrice, kot se temu reče, ni nič. Nič v življenju ni, če človek nima tega v sebi. Recimo Slavko Avsenik je genialni avtor, ki je v sebi nosil očitno 700 viš, ki jih je predal potem bratu Vilku in brat Vilko je ta njegov izvirni studenec usmeril v neko reko in na ta način razširil še za inštrumenti in na ta način je prišlo to do ljudi. Ampak Slavko je ravno tako ljudski godec v osnovi. To me zanima, ta genialnost, kajti nekdo ima to melodijo v svoji glavi, jo sliši, ampak preden jo sliši publika, ne, je pa potrebna kar dolga pot, ne, da se javnost nekako seznani s temi melodijami, da priješ do nekega radija, recimo Radija Ljubljana, ki potem to podaja naprej. Tako da ta pot me zanima, ki pa zna biti tudi precej zabavna in zanimiva. Vam povem primer recimo enega podobnega genialnega godca, kot je recimo Franc Mihalič. On je šel v gost, videl štor in je videl v štoru radijski sprejemnik, ki mu oddaja neke frekvence in mu oddaja neko melodijo. Isto recimo s Slavkom Avsenikom verjetno bilo, oziroma je bilo, jaz sem bil njihov osebni prijatelj, nič kolikokrat smo skupaj sedeli. Ne. On je svet videl samo preko glasbe. Ko so ptički zapeli, je vedel, v katerih tonih pojejo in kako bi se to dalo, to melodijo lepo podaljšati v tem stilu, da je ta narava v bistvu prenešena ljudem kot poslušalcem.
Tako da tukaj brez tega osnovnega navdiha nikdar, nikoli, nikjer ni šlo. Je pa res, da potem, ko so recimo sestavili, najprej trio pri Avsenikih, potem kvartet, Oberkrainer kvintet, ko so rekli na nemško govorečem področju, pa pozneje kvintet, je pa genialnost v sestavi teh inštrumentov. Vi, če poslušate recimo skladbo na Golici, to je v bistvu ni Golica kot Golica, ampak to je žegnanje na vasi. To so zvonovi. To odmeva tako, kot bi se pogovarjala dva inštrumenta, v ozadju pa seveda še ena glasbena scena. In na podlagi tega se naredi neko vzdušje, ki je ljudem blizu. Zakaj je to najbolj predvajana skladba na svetu? 600 izvedb ima. Ker očitno je v njej, v tej skladbi, en poseben napoj, eno veselje, pričara v 2 minutah, v 3 minutah tisto, kar bi človek bil že čisto vzneseno na nekem izjemnem položaju. Ja, kakšne so dejansko te številke, o katerih se govori na Golici? Najbolj predvajana instrumentalna pesem na planetu? To drži, to velja, ne? Velja 100%. Je to res, popravite me, prosim, lepo, vi ste le, lahko rečemo, ekspert na tem področju poznavanja Avsenikove glasbe in tudi njihovih del, pa tudi nekateri pravijo, da je to osnova nekaterih zvrsti moderne pop glasbe, da so jemali ritme in nekatere finte glasbene, kakor jim pravijo, ki so osnova potem bile tudi za tiste največje pop legende, ki so sledile šele potem, čez nekaj desetletij za njimi. Dajte, tukaj gre za izjemno sožitje dveh osebnosti. Na eni strani Slavko kot izviren avtor melodij, na drugi strani pa Vilko, ki pa je bil hkrati akademsko izobražen. Slavko ni vedel, kaj dela, ampak ga je v bistvu ta božja iskrica nekako silila k temu, da je to izpovedal. Božji talent, recimo. Ja, in da mu je to, da je na to iz sebe izpovedal. Vilko je pa vedel, je pa to videl, kako se to da zapisati v note in kako se to da pretvoriti v eno širšo glasbeno sceno. Kar se tiče osnove, je pa treba to povedati. Na svetu obstaja neskončno, vsaj omejeno število, ampak kar veliko število popularne glasbe. Narodna zabavna glasba je zvrst popularne glasbe, ena izmed vrsti, tako kot je jazz, kot je pop, kot je rock, je tudi zvrst narodno zabavna glasba. Ampak ta razlika je, to, kar se mi pogovarjala, ta glasba je nastala na naših tleh in mi smo to glasbo dali celemu svetu. Mi bi morali biti neskončno ponosni na to glasbo, da je to naša glasba. Vso drugo glasbo smo bolj ali manj sprejeli, oziroma smo jo kar sprejeli. Tako z zahoda kot z vzhoda nekaj, ampak v glavnem k nam prodirajo te zahodne zvrsti popularne glasbe. Ta je pa tukaj nastala. Nastala pa je iz naših glasbenih korenin, iz naše pevske in glasbene tradicije godcev. Na nek modern način to prenešeno v novo obliko, posneta na nosilcih zvokah in predvajana na radiju in televiziji in tako na ta način podarjena celemu svetu. Ampak, če zdaj malce skočim, spadam v generacijo, ki je rojena v 70-ih, 80-ih letih. Vem, da je bila narodna zabavna glasba nekako bolj domena, lahko rečemo, domovine Slovenije in pa seveda tudi krajev bliže nam, recimo Hrvaška, del Madžarske, tudi recimo Italijani, do neke mere tudi, ampak ta fenomen Bavarske, Nemčije in pa seveda tudi čez lužo, če greva v ZDA, recimo Cleveland, Združene države Amerike in tako naprej, se mi zdi, da naši izseljenci nekako so tudi s tem nekako dobili en del domovine v svoje domove tam daleč stran, kjer so seveda garali za tiste dolarje, kakor pravijo. Tako da je geografsko bila le malce omejena ta glasba tudi na nek način. Ja, treba je našteti oziroma treba je dodati glede na popularnost. Avstrijo, lahko celotno Nemčijo, tudi vzhodno Nemčijo nekdanjo, pa tudi Švico, pa del Poljske, pa del Češke. Drugod te glasbe prej niso imeli in tudi zdaj nimajo, oziroma jo imajo po naših vzorcih. Treba je vedeti, da recimo v Nemčiji, v Avstriji, v Švici so se njihovi ansambli preoblekli v gorenjsko narodno nošo, zato da so na zunaj recimo bolje igrali Avsenikovo glasbo, Avsenikovo zvrst popularne glasbe, ker je seveda malo smešno, ampak nekako so se počutili očitno dobro v gorenjski narodni noši. Stvar je v tem, da preprosto, prej je obstajala samo ta ljudska glasba, pa godbena pihala. Če gledamo Avsenike, ki so začetniki in brez Avsenikov te glasbe ne bi bilo, to je treba vedeti. Tle gre za združitev ljudskega trija in pa elementov godbe, godbena pihala.
To je genialna združitev inštrumentov, kar je naredil Vilko, na podlagi seveda Slavkovih melodij, in da gre v bistvu, da 5 članov ansambla oziroma 5 inštrumentov naredi vzdušje na eni strani ljudsko, na drugi strani godbeno. To je pa v tem svetu zelo popularno, zato ker je to živelo že prej v prvotni obliki. Gre pa v bistvu za alpski svet. To je alpsko občutenje. Meni recimo pišejo še zdaj iz Češke, predvsem pa iz Poljske. Tam en konc Poljske jim je to interesantno, bi rekel, ravninska Poljska pa niti več ne. Vsekakor pa navdušeni na Bavarskem, navdušeni tudi više v Nemčiji, zelo navdušeni tudi v Švici in pa predvsem v Avstriji. Ampak to je bil, če gledamo v bistvu tudi zgodovinsko, veste, z Bavarsko vred, predvsem Slovenija, zdajšnja Slovenija, pa Avstrija, pa Bavarska, pa en del Švice, to je bil v bistvu nekdaj tako rekoč enotni kulturni prostor. Ko v teh koncih Evrope slišiš to glasbo, nekako imaš občutek, malce tudi to moje mnenje osebno, sem bil tudi na Bavarskem na koncertih Oberkreiner muzik in tako naprej, da ta glasba dejansko kot da je zlita s to naravo, s tisto okolico, recimo planica v planici, Slovenija, odkot imajo lepote tvoje, kot da je dejansko ta glasba se rodila iz teh gozdov, iz teh gora in prišla nekomu pač v uho, ki je potem to glasbil. Kot da je tukaj res doma. Seveda, in podobno čutijo tudi na Bavarskem in podobno čutijo tudi te alpske dežele. Se je doma. Recimo, ko gremo na smučanje v Švico, v Avstrijo, mogoče še kam drugam, predvaja to glasbo ravno enakovredno svoji ljudski glasbi. In nekdaj niti tega ni bilo, te razlike tako velike, kot se morda dela danes. Stvar je v tem, da tudi Avseniki, pa tudi poznejši ansambli so posneli veliko narodnih pesmi v takih priredbah. Avseniki so na začetku posneli kar nekaj teh ljudskih pesmi in ljudem je bilo to blizu. Ko so preskočili v to, bi rekel, navidezno umetno pesem, a pa skladbe, se ta razlika sploh ni počutila. In recimo zanimivo je, da prvi tekstopisec za Avsenike, Ferry Sova, je pisal popolnoma ljudskem duhu. Recimo, če Vinček govori, imate ravno tako občutek, kot da je ta skladba že, a pa besedilo že staro 200 let. Ker recimo ta, bi rekel, ena družinska taka hudomušna zgodbica med ženo in možem, to je stara stvar, ki se je dogajala lahko pred 300 leti ali pa danes. Ker pomeni, znali so približati, ampak to niso načrtno delali. To je iz njih izviralo. Znali so to približati tiste ljudske teme tako kot včasih. In to je ljudem tako blizu, da so jo popolnoma posvojili. Zdaj te del teh narodno-zabavnih skladb je že v bistvu ponarodelo. Doktor Zmaga Kumer je napisala v eni izmed knjig zelo dobro. Je rekla, če je skladba 50 let med ljudstvom, potem dobiš v bistvu postane del naroda in v bistvu že narodna imovina. In recimo, če pogledamo danes, na Roblek bom odšel, ali pa v Dolini Tihih ljudje zapojejo enakovredno kot, Plenička je prala. Ker pomeni, že prehaja v to narodno izročilo, ker pomeni, da je ta glasba nastala iz naroda, ampak se je vrnila nazaj k narodu. Razmišljam o tem, ko slišiš glasbo iz Havajev, kjer je tudi, že po prvih taktih veš, Havaji, tropski otoki. Francoska glasba, recimo Charles Aznavour, šanson, Francija. Torej, ko nekdo sliši, seveda, Avsenikovo, reče, ja, Slovenija? Seveda, vsekakor. Vam moram povedati, recimo, zanimivo. Planica. To je v bistvu himna skokov, ampak to skladbo predvaja tudi na Japonskem. Na Japonskem ima popolnoma drug glasbeni svet, popolnoma vse je, a pa vsaj veliko stvari je popolnoma drugače kot pri nas. Ampak ko skačejo, predvajajo Avsenike, ker je k temu vzdušju gre ta glasba, ker pomeni, hkrati se pa s tem hočejo tudi pokazati, da so skoki doma v plenici. A veste, da smo mi v bistvu ta svet razširili. Mi smo premalo ponosni na to, da je to naše in da smo mi drugim podarili. In nekateri gledajo malo čudno, pa taka, pa kmečka muska, pa ne vem kaj vse skupaj, ampak namesto, da bi rekli, to je naše, to je. Jaz sem bil recimo kot novinar v Švici, vam povem zdaj en lep primer. V Švici, ko je bila še Jugoslavija, in me vpraša tam en kirurg, ker pomeni visoko izobražen človek. Odkot ste? Sem rekel iz Jugoslavije, ker nisem vedel, da on kaj pozna, kaj se sploh pri nas dogaja. Rekel, z katerega dela je Jugoslavija? Sem rekel, iz Slovenije, iz severnega dela.
In je rekel, ja, to pa poznam, Avseniki pa križaj. Kar pomeni na eni strani šport, na drugi strani glasba. Sta razpoznavna znaka neke dežele. In ravno zato jaz dajem tej glasbi večji poudarek, oziroma bi morali dati večji poudarek, kot jo dajemo. Še eno stvar bi rad vprašal, je to res, da je bil Slavko Avsenik tudi smučarski skakalec? Z osebnim rekordom 74 metrov v planici. Res je. Je to ta pravi podatek, ki ga sem zbrskal ali ne? On je, seveda, dobro ste to zbrskali, stvar je potem, da je on enkrat tudi močno padel in da takrat se je malo poškodoval hrbtenico in takrat je prešel nazaj pravzaprav na harmoniko, čeprav je že prej igral harmoniko, ampak potem se s smučarskim športom ni več ukvarjal, ampak še en drug podatek je zelo zanimiv. On je bil navdušen smučarski skakalec in tudi v planici je dolgo časa na manjših skakalnicah skakal, ampak zvečer, to so bili fantje, so bili veseli zabavnjaki, on pa Franc Košir sta zabavila te smučarske skakalce, ki ni bilo takrat še toliko profesionalno narejeno, pa tako resno, kot je danes, do 3-4 zjutraj. Slavko je igral na klavir, Košir je igral trobento, vsi skupaj so pa prepevali. A veste, to se ta čut, ta narodna bit. Torej, če Slavko ne bi bil smučarski skakalec, bi imeli pesem Planica, verjetno da ne, ne? Verjetno da ne, ja. Ker on je vedno, jaz sem za Avsenika napisal 86 besedil in mi da so se s Slavkom veliko pogovarjala, vedno me je poklical po telefonu, pridi, Ivan, čim prej pridi, novo vižo imam, potem me je zaigral na pianino, meni je bilo nebeško lepo, ko je zaigral, recimo, vsi poznajo Pod cvetočimi kostanji, sem jaz besedilo napisal, ampak ko je to zaigral na klavir, takrat začutiš to lepoto glasbe. Se obstaja tudi fotografija, na kateri se vam kar izkrije oči, kot da bi bili blaženi, ne vem, nekje. Saj sem bil, to se mene, kot da bi bil v nebesih. Ampak potem, on je vedno tudi dal potem idejo in rekel, tamle pred Jožecem so naši stari kostanji in rekel, ampak ko gremo doma, pa me kar malo zaboli v srcu, a pa prav, recimo, kako more Vilko to občutek, ki živi v Ljubljani, v samem betonu. In rekel, nikdar pa ni potem, sem naslovi dal, naprej sem jaz potem vse sam napisal in sem videl, kako recimo on globoko v to glasbo prenaša tisti naslov. A veste, to danes kar težko razumemo to njegovo genialnost. Preprost ljudski človek, ki je bil seveda naravno obdarjen z neskončno možnostjo podajanja te glasbe ljudem, ampak v naslovu je v bistvu že povedal, kako je treba potem naprej izvesti besedilo. Kako je bilo sodelovati s takim glasbenim genijem? Govorimo o Slavku Avseniku, s katerim ste seveda, kot ste omenili, ogromno sodelovali, ker vi ste tudi avtor številnih pesmi. Govoriva zdaj o tekstih ali tudi kdaj o melodijah, kajti vemo, glasba je sestavljena iz lahko samo inštrumentalna ali pa tudi vokalno-inštrumentalna. Kar se mene tiče, seveda samo o besedilih. Stvar je v tem, da sem napisal v resnici največ besedil tako za Avsenika, številčno, če gledamo, največ tudi za Slaka, največ za Mihaliča, za Petriča, za Rupa in tako naprej, za mnogo teh ansamblov. Zdaj v prvi knjigi so samo tisti začetni. Stvar je bila v bistvu sorazmerno preprosta, meni glasba govori. To je ta fotografija zdaj, ja. No, to je to, ja. Ko je Slavko, recimo, mene poklical k sebi, pa je rekel, ti bom tole zaigral, pa tako, jaz sem takoj čutil, kaj hoče ta glasba povedati. Slavko mi je dal naslov in v okviru tistega, v okviru te poetike, sem potem pač seveda naredil. Glede na to, da sem slavist, glede na to, da poznam metriko, glede na to, da čutim glasbo očitno, sem te besede, ki sem jih naslonil na glasbo, naredil sorazmerno z lahkoto. Vilko je bil pa potem tisti, ki je potem to besedilo pregledal, hodil na vaje, izuril vse te glasbenike, da so potem to tudi dobro zapeli, da je bila dobra izvedba. In zanimivo je recimo pri Vilku, to moram povedati, Vilko je bil genialc tudi kot človek, meni je dal neskončno teh, bi rekel, modrosti. Je rekel, nikdar ne premišljuj o denarju. Je rekel, denar bo sam prišel, če boš pošteno naredil. Prav, nikdar ne premišljuj to, da si naredil slabo ali dobro. Naredi najbolje tako, da se ti v sebi dobro počutil. Je rekel, in res je bo tako. In se spomnim, ravno za eno besedilo sem napisal, recimo 3 kitice, tako da se sam dobro počutil. Eno sem pa rekel, to je tako približno.
In Vilko je bil vedno, moram reči, me rad pohvalil, vedno je bil navdušen nad mojim besedili. A ne vrak, ravno pri tistem besedilu, pravim tiste 4. ketici, me pogleda pravi, Ivan, ko pa tole? Takoj me je ujel, ker pomeni tudi on je moje besedilo dobro začutil. In sem videl, da se pri njemu se ne da blefirati, ker je bilo pa za mene dobra šola. Ta kemija me zanima med vami, ne? Verjetno moraš človeka tudi malce kar dobro poznati, ja. Da veš, v katero smer pisati, oziroma o metriki, o samih vsebini besedila, o sporočilu v končni fazi, pa seveda tudi v stilu igranja glasbe. Ne? Tukaj verjetno ste tudi vi morali slišati ali si pa predstavljati kakšno melodijo, ki bo šla potem nekako pasala k vašem sporočilu, pesmi same. Lejte, melodija je vedno lahko izvedena z različnimi inštrumenti, ja. Glede na to, da je bil pri Slavku pianino oziroma klavirska izvedba, lahko pa tudi me kdo zaigral na klarinet ali na kitaro, karkoli, ampak zgleda to glasbo sem vedno nekako znal začutiti. Je pa dobro, da človek živi v tem svetu. Zelo zanimivo je recimo 2 besedili za Slaka je napisal Tone Pavček. Tako, solidno, ampak ni ne vem kako globoko. Pa je za mene eden najboljših slovenskih pesnikov. Vam je pomagalo to odraščanje, ličkanje in tako naprej? Živeti moraš v tem svetu. Ja. Imeti moraš rad ta svet, imeti moraš rad to glasbo, živeti moraš s tem ljudmi in pa spoštovati te avtorje. A veste, ne moreš reči, da je Avsenik naredil nekaj povprečnega. Meni je rekel Slavko Avsenik mlajši, najstarejši sin Slavka Avsenika. Je rekel, jaz imam 3 fakultete. Sem rekel, čakaj, imaš 3 fakultete? Ne, je rekel, 2 sem naredil v Ameriki, na najbolj znanih fakultetah, a pa univerzah. Je rekel, eno pa pri očetu. Sem rekel, kako to misliš? Je rekel, ko sem jaz začel proučevati s tistim znanjem, ki sem jih dobil na 2 fakultetah v Ameriki, očetovo skladbe, rekel sem videl, da je vsaka skladba posebej zaključena celota, da je vsaka po svoje genialna in da jo z lahkoto primerjamo z Mozartom, Beethovenom ali Haydnom, katerikoli drugim velikim glasbenim avtorjem. Rekel, da sem videl, da v teh motivih ni prav nič narobe in da je vsaka tudi dovolj dobro zaključena in da se jemlje kot celota in zato ni čudno, da je lahko izvedena ali v izvedbi kvinteta ali širšega orkestra ali najširšega glasbene sestave. Ni problem v tem, ker je v osnovi dobro in prav to sem se naučil pri očetu. Oče pa not ni poznal, v tem je stvar. To bi rad izvedel, oziroma verjetno zanima tudi še marsikoga drugega. Glasbeniki, tisti genialci, genialni, znajo biti tudi, ne da so samo posebneži lahko na nek način, ampak so tudi perfekcionisti. Perfekcionisti tistega, kar slišijo v svoji glavi. In potem seveda, ker je glasba ekipni šport, če se smem tako reči, potem verjetno je tukaj precej dela in pa razlaganja, preigravanja, da je nekdo kot šef benda, ekipe, zadovoljen s tistim izdelkom, preden ga se dejansko objavi oziroma zaigra širši množici. Kako zahtevna sta bila Vilko in pa Slavko v tem smislu, da je bil produkt potem tisti pravi, Ja, glejte, kot sem prej povedal, izvorno Slavko, Vilko pa tisti, ki oblikuje ta studenec. Stvar je v tem, da nekdo v ansamblu mora slišati končno podobo. Tako, kot ste vprašali, je zelo pomembno to. Slabši, bom rekel, slabši v narekovajih seveda, a pa manj intenzivni avtorji, so hitreje zadovoljni. Hitreje so zadovoljni, pa imajo nekaj tudi dobrega v sebi in tu in tam tudi spravijo sebe dobro vižo. Ampak nekdo, ki to potem posname v studiu, mora pa to slišati, to je pa lahko popolnoma zunanji človek, to je producent v tej glasbi in recimo Tomaž Tozon je posnel, zelo znani glasbenik, žal že pokojni, je posnel sigurno 100 različnih ansamblov. Ker jim to podobo je začutil, kaj se da iz tistega potegniti največ. In to je zelo pomembno. Pri Avsenik je bila ta sreča, da so bila to samo 2 osebi, hkrati je pa seveda vsi te inštrumentalisti in tudi pevci, jaz sem bil na parkah, tudi na vajah, je Vilko potegnil iz vsakega ven optimalno, kar se je dalo. Meni je nenavadno, recimo sem bil v studiu, ko je znane pevce, ne, poslušaj, tam je pol tona preveč, tle si šel mečkano prenisko. Jaz recimo kot poslušalec tega niti nisem dojel globoko. Vilko je slišal vse, vsak odtenek.
Na konec poslušalec je pa videl, je pa to fresko slišal, ni razmišljal o tem, ampak čutil je, da je to dobro narejeno. Podobno je z besedili. Pri besedilih recimo pride kakšna beseda napačna, to sem razlagal že marsikomu, pa nekateri tega ne razumejo, ampak v besedilih mora biti v enem okviru, v eni lepoti, v enem sožitju z glasbo to narejeno. Kakor hitro je neka beseda, ki nekako ne sodi tam noter, to poslušalca zmoti. Poslušalec reče, ta pesem mi pa ni všeč. Ne zna povedati, zakaj mu ni všeč, ampak zaradi tega, ker tista beseda morda ne sodi noter. Recimo, sem za primer povem. Recimo, da napišem v narodno-zabavni glasbi, kaj vem, umazana luža na cesti, je asociacija negativna. Če to napiše nekdo v punku, seveda je fajn, on hoče biti malo revolucionaren, pa malo drugačen. V to glasbo pa to ne sodi, zato je to sorazmerno omejeno, je ta poetika sorazmerno omejena, vendar hkrati morajo ljudem ponuditi nekaj lepega, nekaj malo idile, malo, bi rekel, stvari, malo ponosa, predvsem to slovenstvo noter, ki je močno, ki človeka lahko potem nekako navda z enim ponosom in ga tudi potegne naprej. Tudi z optimizmom. Ko smo ravno pri besedilih, sam obožujem glasbo vseh žanrov, zvrsti in tako naprej, od francoske do slovenske, ampak nekako dobi človek občutek, da kako zahtevna je v bistvu slovenščina ali sam jezik, slovenski jezik, te nekako, ne da te sili, ampak da te usmerja v neko glasbeno zvrst, ki je morda bolj primerna jeziku samem. Ko slišimo te tekste, recimo tudi vaše ali pa Avsenikove, pa recimo tudi od tistih naših najboljših kantavtorjev, se ti zdi, kot da ta slovenščina res paše k tej melodiji in obratno, da je zlita. Tisto, kar je vse bolj na horuk, pač ni tisto pravo. Tako kot francoski jezik recimo, ali pa angleščina, ki seveda ponuja malce drugačne zgodbe, ampak slovenščina, ali pa slovenska popevka, če pogledava tudi njo, samo, ima neko drugo dušo. Seveda, ampak gledajte, to je, v osnovi gre za poetiko. Težka debata je to, ampak... Ne, vsak jezik je naslonjen na svojo poetiko. In ko pravijo slovenščino, se ne da povedati to pa to. Na smislu. Vsak jezik je lep. Pa nemški šlager sem recimo pozabil. Seveda. Seveda je bolj speljan, ampak gre za to, kako je to naloženo, če gledava zdaj pri glasbi, na glasbo samo. Vsak jezik je čudovit, slovenščina zagotovo ena najlepših jezikov, saj za mene, ker je to razmerje med vokali pa sicer zelo v redu, zelo bi rekel tudi se da to nasloniti na vsako melodijo. Hkrati je pa treba vedeti, da ta poetika je nekje omejena, ne samo v narodno-zabavni glasbi, tudi popevki, tudi recimo v drugih tipičnih žanrih, ampak ta poetika je pa zanimivo, da človek to, kot ustvarjalec pesmi, kot ustvarjalec besedil, mora imeti v sebi ali pa nima. Ker pomeni spet tukaj gre za talent. Meni je Vilko na začetku pokazal recimo eno pesem sem napisal, kako bi jo spoznal. In mi je rekel, zdaj je prišel Alfi Nipič kot pevec. Ravno kar smo ga videli. Krasno. Je prišel Alfi Nipič kot pevec in treba je bilo mečkam mogoče ta besedila mečkam posodobiti, mečkam bolj moderno narediti, da bi zajel še tudi mlajše poslušalce. Sem rekel, ni problema, jaz sem pravzaprav bil od Vilka 20 let mlajši in sem svet že čutil drugače. Hkrati smo pa to, bi rekel, tradicijo tudi v sebi, tako da je bilo to razmerje, se mi zdi kar v redu. No in potem mi da nemški tekst o tem, kako naj napišem, kako bi jo spoznal dekle, kako naj fant spozna dekle. In mi pokaže tisti tekst, meni je bilo grozovito. Tam je napisal, že Goethe je to napisal, že Schiller je pisal tako, že stari pesniki so tako pisali, sem rekel, Vilko, tole jaz v slovenščino ne morem narediti te variante, vrži stran, nikdar v življenju več nisem hotel vedeti nemškega teksta. Sem rekel, jaz bom napisal iz svojega sveta. Je rekel, ampak naredi sodobno. In gledajte, bom vam povedal čisto do konca, kako je ta stvar se lahko izpelje. Ker nekaj znanja sem imel, vedel sem, kakšna je želja in sem naredil naslednje. V Parizu bi jo sepnil, mademoiselle, bonjour. V Londonu bi rekel, hello, how do you do? V Rimu rečeš, amore mio. A doma preprosto vprašaš, kako, a me kje rada imaš.
vedno je potem treba ven potegniti v to slovensko noto, če že greš v tako moderno varianto. In je videl, koliko sem prinesel to besedilo, me je objel in rekel, Ivan, čudovito. Je rekel, nikdar v življenju si ne bi domislil, da bi lahko, jaz bi lahko napisal tudi na naše pesnike. Prešeren je Julijo ljubil, Kete je čakal to Fransko in tako naprej, ampak to v narodno zabavno glasbo nekako ne sodi. Na ta način, da fant na cesti ustavi punco, ko gre na izlet, recimo v Rim, ko gre v London in da je zakliče, je možno, ampak lepo je tisto, kar je doma. A doma preprosto vprašaš, ali me kaj rada imaš. No pa seveda tudi, jaz jim rad rečem, te neminljivi vokali, ne? Alfi Nipič zagotovo spada med te vokaliste, pevce, ki seveda so neminljivi, jaz rečem, rad uporabljam to besedo, ali pa konec koncev tudi Franc Košir na svoj način, ne? Svojim humorjem, svojo parodijo, svojo metriko, kako on reče zrezek pa krompir, ne? Pa si ga kar predstavljaš recimo v gostilni, ne? Lačen rataš, ne? Ali pa se že po prvih parih stavkih že smejiš, ne? To je ta ena energija, tisti X-faktor, ki ga imajo vsi ti nepozabni ljudje. Ne? Stvar je v tem, veste, Franc Košir je bil igralec, vsa Koširjeva družina, njegova žena, tudi sin zdaj in tudi hčerka so bili člani jeseniškega pravzaprav celega odra. Košir je včasih veliko igral, žena pa sploh neskončno veliko in on je v bistvu na odru bil doma. Hkrati je, tako kot je Slavko rekel, ni bil poseben pevec, ampak s tem humorjem, pa s temi mimiko, pa z vsem tem je znal tako dobro prenesti to zadevo. Hkrati so pa dobili recimo enega dobrega avtorja, ki pa je v bistvu zelo na robu, ampak hkrati je pa ta svet Koširjev znal dobro pokrit. To je Tof, Tone Forneci. Jaz take besedila ne znam napisati. Jaz vem, kaj znam, pa kako je. Tof se pa zna malo šaliti, je malo na robu politično in tako in sicer. In je Koširju, ki sta se pa dobro poznala, na kožu to napisal. In končni rezultat je bil fantastičen. Govoriva o pesmi Jaz sem pa en Franc Košir. Jaz sem Franc Košir, na vsaki plošči je bila ena taka pesem. In zdaj treba povedati to, da mnogi drugi ansambli so skušali Koširja posnemati, ampak nobenega ni dosegel in nobenega ne bo presegel. Varianta, da je bil on igralec, varianta, da je bil recimo približni pevec, varianta, da je bil dober trobentač, varianta, da je bil dober tekst, varianta, da je Slavko in Vilko, da sta napisala glasbo varjetejsko, v bistvu v nekem smislu, ne. Tisti moment je to toliko dobrega na kupu, da na odru mora uspeti. Kako dobro ste ga vi osebno lahko spoznali Franca Koširja? Jaz sem vse tudi te, kar imam napisane v te knjigi legende, vse osebno poznal, tudi vso zgodovino napisal iz prve roke, te monografije. Jaz sem vse te glasbenike obiskal, vsem dal tudi potem avtorizirati tekste, tako da je v bistvu to vse točno. Me je pa zelo motilo, če malo se ozreva še na to knjigo, me je pa zelo motilo, da recimo na spletu, kaj vemo, v Francu Koširju so 4 stavki. Ja. Da je veliko napačnih pravzaprav zapisov, da so te ljudje, ki so temelji te glasbe, niso upoštevani tako kot recimo, kaj vem, en pesnik, en pisatelj in tako. To je zagotovo enakovredno vsem drugim slovenskim avtorjem, to so močne legende in to so poznane v svetu, morda celo boljše, pa saj v Nemčiji pa Avstriji bolj kot pri nas doma. Jaz sem bil recimo na koncertu v Nemčiji ali pa v Avstriji, tam gor so ploskali ali zahtevali nazaj, da pride na oder poimensko. Tle bi bolj težko rekel, da bi klicali nazaj, kaj vem, Emo Prodnik. Tam je Cuhabe ima Prodnik, ker pomeni, poznali so jo osebno, ali pa Albin Rudan, ko je igral na klarinet pastirčka, ne, bravo Albin in tako naprej, ker so poimensko zelo poznali in tudi zelo cenili. In zato sem jaz hotel prav te legende napisati, da se te podatki ne zgubijo, zdaj je še priložnost, nekateri so še živi, nekateri pa imajo vsaj žive brate, sestre ali pa vsaj, kaj vem, sinove, hčere in na ta način lahko pride človek še do teh podatkov, da bodo enkrat za zmeraj v zgodovini trdno zapisani. To me zanima, kakšen je ta vaš pogled, recimo vemo, da živimo v blazno hitrem razvoju
digitalnih platform, ne bova zdaj o umetni inteligenci, ampak vseeno, knjiga seveda je večna. Vprašanje, koliko časa bodo knjižnice obstajale v takšni obliki, če gledava 10, 20, 30 let naprej, kajti vi ste to verjetno pisali za generacije, ki še prihajajo, ne, kar je tudi seveda bila moja osnovna misel, ne, da ta vroča tema ostane vroča čim dlje časa v naši zgodovini. Se pravi, da če gledamo 50, 100 let naprej, ne vemo, kam nas pelje tehnologija, ampak vseeno ste razmišljali o tem, da bi to še bolj digitalizirali, da bi seveda ta splet, ki se zdaj povezuje, ne, nekako v iskanju informacij, bil deležen pravih podatkov o Francu Koširju, o ansamblu Miheliča, o Slavku, o ansamblu Avseniki, ki je seveda svetovno znana zgodba, ampak vseeno, ne, ta resnica, ta dediščina njihovih stvaritev. Glede, v tej knjigi je 25 takih legend, ampak to je šele prva knjiga. Če bo jaz živ in šele prva. Ja, seveda. Jaz sem sicer napisal monografijo, vendar veliko ljudi me je spraševalo, recimo, čisto bi rekel take vsakdanje podatke, potem po telefonu, po tistih mojih monografijah, kdaj je ta človek umrl, kje je pokopan, rad bi mu svečko nesel na grob, rad bi se mu poklonil in tako naprej. In to je mene kar presenetilo, kako je med ljudstvom, kako so te ljudje v bistvu spoštovani in občudovani, morda večkrat pri nas še celo po smrti. Slovenci, to moram povedati, prosim. Slovenci smo taki, da ko človek odide, ja, se je pravzaprav pa kar nekaj naredil, ko še živi, je malo sumljivo. Nekaj dela pa nekaj zna, ko pa odide, ja, fantastičen je bil. In mene so te ljudje toliko spraševali, da sem rekel, pravzaprav je treba nekaj narediti. Spraševali so, če bom izdal te monografije, vsi najboljši muzikanti, še enkrat. Sem kot to je nemogoče oddati natisniti še enkrat v taki obliki, kot je, ker je to nepopolno. To, legende, je pa knjiga popolna v toliko, da so noter v bistvu vsi ti faktografski podatki, biografski. Jaz sem naredil tudi kar nekaj hesel za biografske leksikone, kjer so noter podatki, vem, kako se to sestavlja. Vendar v teh biografskih leksikonih je včasih morda zelo na kratko ali pa celo malo manj dostopno širši množici. Jaz sem pa tukaj namenoma naredil... Veliko je tudi zakulisja in pa vaših osebnih stikov. To je, ampak rad bi povedal to. V osnovi je o vsaki te legendi napisano, da sta dva vidika. Eno je čisto biografsko-fotografsko, ker pomeni so vsi osnovni podatki, ki se navadno, bom rekel malo čudno, uporabljajo tudi, ko človek odide, pa dajo na ekran, ta pa ta je odšel, potem pa napišejo zraven, napisajo, kaj vem, ustvarjajo 1000 skladb, ki jih pa ni. Jih je pa morda 70 pa 80, govorim na splošno. Drugi del je pa nekoliko bolj oseben, kjer sem jaz te ljudi osebno poznal, jih obiskoval, ali pa poznam svojce zdaj, tudi zdaj sem obiskal vse te svojce, za katere nisem imel podatke in sem bil sam zelo presenečen. Recimo, kaj vem, za Blumaverja ali pa za Bardorferja. Nisem vedel, da obstajajo tukaj potomci, ki še veliko lahko povedo o tem, ali pa za Borisa Franka in podobno. In vse te zadeve sem zdaj vnesel noter, hkrati pa tudi, ko je človek odšel, kdaj je umrl, kje je pokopan in tako naprej. Tako da je v bistvu ena končna podoba oziroma končni podatki obstajajo. Še ena stvar me zanima, ta splet, o katerem ste govorili, ne, ponuja vse sorte različnih napačnih podatkov in tako naprej. Avseniki so imeli obdobje, ko so imeli 300 koncertov zapovrstjo, torej 300 dni neprestanega nastopanja igranja. In anekdota je, pa jo zdaj potrdite ali pa zanikate, da se je Franc Košir lahko omožil na 1. novembra, na dan mrtvih. Smo ravno govorili o tistih žalostnih datumih, ampak poroka na dan mrtvih, to pa se mi zdi tako neverjetno, da sem rekel, vas vprašam. Ne? Franc Košir je bil sicer veseljak od glave do pete, ne? In tudi 1. november ali pa dan vseh svetih mu ni pomenil nič žalostnega. Pravzaprav, če gledamo iz krščanskega vidika, je to v bistvu samo odhod v drugi svet, tako da mislim, da Slovenci preveč objokujemo nasploh smrt. Pravijo vsi sveti, ne? Pa se premalo zavedamo, da je v bistvu to neke vrste prehod. Saj za tistega, ki je verujoč. Tako da to ni bil toliko nenavaden dan, je pa res to, da so imeli 300 koncertov in preprosto ni bilo drugega prostega dne. Dejstvo je pa nekaj drugega, da morda bi kakšen prosti dan bil še več, ampak Avseniki so se vedno vračali za Božič domov
In Slavko je to tradicijo zelo hranil, a pa zelo čuval, zelo pazil na njo, vedno je odšel tudi v polnočnici. In je zanimivo, da v prejšnjem režimu se recimo Božiča nismo praznovali, jaz sem te stvari še dobro naskrivaj, ne, recimo, nismo smeli praznovati, ker je nenavadno, cel svet je praznoval to, mi pa ne, ampak Avseniki so bili kot prvi, ko veliko govorijo o Avsenikih, so pa res začetniki, da so potaknili, tako rekoč, bivšemu režimu skladbe Zvezde na nebu žarijo. Zakaj žarijo? Zato, ker je Božič, ker se je Jezušček rodil in tako naprej, in kdor je bil veren, je to razumel, hkrati pa ni im mogel nič nekdo cenzurirati tako skladbo. Ne? Hočem povedati, da so, a pa recimo Slovenija odkot lepote tvoje, to je 73-74 let, ampak to so že v bistvu zametki samostojne Slovenije. Jaz sem bil v Hali Tivoli, kjer so Slavko ansambl je to prvikrat izvedel. In danes mi gre srh po koži, ko se spomnim na to. Je rekel Teo Lipicer, napovedovalec: dragi moji prijatelji, ker ste tako dobri poslušalci naših skladb, vam zdaj podarimo eno novo skladbo, ki upam, da vam bo všeč. In je zaigral, zagrali so vedno kot lepote tvoje. 4 ali 6 tisoč ljudi je bilo v dvorani, vse ostalo in dokalo v sreče. To lepa pesem, tako blizu je bila ta pesem, ampak zdaj pa povem še nadaljevanje tega. Je rekel, ker ste tako ponosni Slovenci, rekel je to, napovedovalec, vam podarjamo še eno skladbo in želim si to, ker ta skladba sporoča. Prijatelji, ostanemo prijatelji. In koračna polka, cela dvorana je ostala in s tem bil konec koncerta in vsi so šli oblokanih oči ven. Ker pomeni, in takrat sem jaz prvokrat zaslutil, šele, da je v tej glasbi nekaj več, da ni samo tisto holjadri, ni samo veselica, ni samo ohcet, ampak da je to občutenje naroda veliko globje prikazano preko te glasbe. In takrat sem rekel, to je treba popisati, to je treba narediti tudi en dokument. In to, kar sem me prej vprašal, pravite, prihajamo v digitalni svet, pa pretežno, seveda bo to tudi v taki obliki prišlo slejko prej ven, seveda bo to tudi na spletu, seveda pa knjiga tudi ostaja. Dajte, Trubarjev katekizem je star 400 let, pa je še zmeraj tukaj, ker pomeni, knjiga je osnova enega naroda. Mi bi danes morda bili hlapci tam gor dunajski, kot so nas nekateri imenovali, dunajski kočijaži, ker imamo pa knjige, ker imamo pesem, ker imamo glasbo, recimo v sodobnem času zelo dobre športnike, tudi znanstvenike, takšne drugačne umetnike smo mi kot narod obstali. Stati in obstati. V tem je bistvo in v tem je tudi smisel te glasbe. Danes ne morava o vseh tako široko govoriti, ampak nekako jih je velika večina tukaj povezana seveda z, lahko rečemo, očetoma te glasbe, ne, Slavkom in Vilkom Ovsenikom. Priimka različna, tudi tukaj je lahko zanimiva razlaga. Dajmo še tole razložiti, ne, zakaj je en Ovsenik in pa Avsenik, verjetno zaradi prepisa starega izvornega priimka, sklepam, da. No. Čisto preprosto, župnik se je zapisal narobe, prevodno so se vsi pisali Ovsenik, Slavce je napisal kot Avsenik, zgleda, da je slabo napisal, pa je napisal. Slavko je bil po naravi zelo vztrajen, na temu se reče po gorenjsko tudi trmast. In je rekel, ja, tako kot je župnik zapisal, tako jaz sem. Malo smešno je poznaje, ker je bil to ansambl bratov Avsenik, ker pomeni tudi Vilka je dal potem, pa še ena anekdota je v zvezi s tem. Na ploščah je vedno pisalo V.S. Vilko in Slavko Avsenik, ker pa v bistvu ne ustreza resnici. Prvi vedno izvorni je bil Slavko, Vilko je pa tisti, ki je oblikoval to skladbo. Ampak Vilko, akademsko izobražen človek, je znal Slavcu, ki je bil v bistvu preprost človek, ne, tudi nekako to dopovedati v pametnem smislu, posebno glede na prejšnji režim, ker če bi napisal Slavko in Vilko, bi pisal S.V. Avsenik, bi bil pa Sveti Avsenik. In skozi to je pisalo, na vseh ploščah prejšnjih pisalo V.S. Vilko in Slavko Avsenik, ampak Vilko je bil šele v bistvu drugotni avtor. Ja, recimo tudi Feri Suvan je oseba, ki ima zelo, zelo zanimivo zgodbo, tudi v smislu zgodovine in pa Volčjega potoka, Arboretum,
in še bi lahko govorili o njem, pa tudi avtor številnih, oziroma prvi pisec pesmi za Avsenike, ampak dajmo malce povedati, da povabimo ljudi, da se poglobijo v te, lahko rečemo kratke, ampak zelo globoke zgodbe teh legend. Suvanova zgodba okoli tega Volčjega potoka, Arboretuma in teh tekstov, tudi tam, kjer Murke cveto, je nastala nekako v njegovih mislih ravno zaradi vsega tega dogajanja verjetno, ne? Ja, on je bil v bistvu potomec teh Sovanov, ki so postavili ta Arboretum. Ded je postavil, potem pa naprej oče, ampak med drugo svetovno vojno so doživeli v bistvu krah, oziroma so jim požgali grad, partizani. Pozneje tudi ta Arboretum je začel močno propadati in zanimivo je, Feri Sovan je bil doktor ekonomije, vendar glede na to, da niso imeli doma več in v bistvu so jim tudi arondirali, kot se je takrat reklo, ali pa nacionalizirali zemljo, tako da so v bistvu brez vsega. Na podlagi tega se je Sovan, Feri, reševal z glasbo. Bil je glasbeno nadarjen, on je igral v Nebotičniku oziroma v Slonu v svojem ansamblu in na ta način se je preživljal. Hkrati je pa pisal tudi besedila, on je napisal tudi veliko besedil za popevke. Ko so prišli Avseniki, nekaj časa so celo skupaj igrali, je seveda bil prvi potencialni avtor za to in napisal zelo, zelo dobra besedila. Kar se tiče Murk, je stvar v tem, da takrat je pa komunikacija še preprosta, on se je odpeljal z vlakom do Lesc, iz Lesc peš v dolino Drage, se usedel na razvaline gradu Kamen in ta kamen mu je povedal zgodbo o dolini, kaj se je dogajalo. Moram pa povedati nekaj zelo pomembnega, da Avseniki niso bili nikdar nestrpni, ljubili so svojo domovino z vso svojo preteklostjo, to je treba povedati. In ko je napisal, da je tam v dolini Dragi tudi kri, je mislil na te talce, ki so bili tam pobiti. In prav te skladbe, tam, kjer Murke cveto, ki je čudovita skladba, niso nikdar prevedli v nemščino. Toliko se je čutil ta ponos in toliko je spoštoval to našo polpreteklo zgodovino. Andrej Blumauer, tudi človek zelo poseben, živahen, energičen, orglice pa tisti njegov prvi inštrument, s katerim je nekako navduševal, predvsem onkraj luže. V Ameriki in pa, v Združenih državah Amerike in pa Kanadi, da bomo bolj natančni, ne? On je dobesedno svetovni kralj orglic bil, on je igral v bistvu po celem svetu. Meni je všeč tudi pri teh legendah, jaz sem zvedel, zdaj šli nekatere zgodbe. Meni osebno nenavadno, da prej nisem vedel, da sem vse te ljudi, kot sem prej povedal, poznal osebno. Seveda Andreja dobro. Stvar je potem, da on je s tem orglicam res osvojil cel svet, hkrati bi pa tudi dovolj smel. A veste, orglice so bile v bistvu med ljudmi znane, ampak zahtevnejše ni znal igrati tako rekoč. Zakaj orglice? Ste izvedeli to? Zakaj konkretno orglice? Vemo, Združene države Amerike, pomisliš na country glasbo in tako naprej, ampak oni živijo v časih, ko se je tudi šele to razvijalo. Glede, se country glasba bi lahko rekel, je slakova glasba. A veste, jaz tega sploh ne ločem, a veste. Vsa glasba je lepa, vsak narod ima veliko dobre glasbe. Zdaj samo kateri predalček to damo. Meni je nenavadno, da na Radio Slovenija vrtijo country do nemožnosti, meni je zelo všeč, da ne bo kaj narobe. Ne Radio Slovenija zaradi tega stila, ampak country glasba mi je všeč. Ampak popolnoma enakovredno bi lahko zavrteli v tistem terminu slakovo skladbo, ki pa predstavlja našo deželo. Ne predstavlja tistega kavboja, ki igra na kitaro in na orglice. Kar se tiče gospoda Blumauerja, on je naredil 2 svetovni uspešnici. Veselov Kamnik pa Veseli Ribničan. In te skladbi je recimo Amerika igralo 200 najboljših ansamblov hkrati. On je pa solistično z orglicam pokazal svetu, da je to nekaj fantastičnega, zaradi tega, ker je bil talentiran in smel, kot sem prej rekel. On je kot fantiček vedel, da nekaj zna, odšel k sestri v Kanado in čakal direktorja postaje 3 dni v avli, da je prišel mimo njega in rekel, jaz sem pa fantiček, ki znam igrati na orglice. In mu je zaigral. In zaigral in
3 dni je čakal, ampak šel je tja za Božič. Na Silvestra je igral že z velikim orkestrom kanadskim z njim solo skladbo na orgelce. Ker pomeni, vedajo, da nekaj zna, hkrati si imel pa tudi sebi ta pogum, da je znal potrkati na prava vrata in dokazati, da to res zna. Ampak kako spoštujejo konkretno Andreja Blumauerja, potem onkraj luže? Kako veliko ime je to, glede na to, da so mu uspeli taki preskoki s takšnim inštrumentom, pa še Slovenec v Kanadi, vemo, no, da v Kanadi živi kar precej naših korenin, oziroma jih je tam bilo veliko. On je uspel samo pri Slovencih, on je uspel pri ameriškem narodu, v najširšem pogledu besede. Tukaj je očaral svet z orglicami, te sploh ni nobene narodnostne meje ali pa kakšnega narodnostnega pogleda v tem pogledu. Pa tudi sicer, recimo, vsej Avsenikova glasba, veste, oni so prepevali tudi v nemščini, posneli večina skladb tudi za nemško tržišče v njihovem jeziku, ampak to so delali tudi drugi, recimo Marian Matej ali pa Connie Francis ali pa te znani pevci, so se pač hoteli približati ljudstvu, tako da tukaj ne vidim nič narobe, pa ne so jih nekaj časa, vsaj Avsenika gledali, kot da se prodajajo okupatorji, je bilo celo napisano v delu enkrat. Mislim, rekel, da smisel, ne. Meni taki nesmiselni odzivi me malo vznemirijo. To vam moram povedati. Eden od teh stvari, zakaj sem to knjigo napisal, tudi zato, ker nekateri to glasbo zelo zaničujejo, celo na FDV-ju sta nastali 2 knjižici izpod peresa profesorja doktorja Petra Stankoviča, ki je napisal, da je to skoraj nacistična glasba. En narod, ena glasba, en Führer in tako naprej. Kaj ta človek dela? Naredil je pa svojo strokovno analizo na podlagi 8 spotov. Ravno to sem želel vprašati, koliko je bilo tega štofa, po domače rečeno. Ne? Ja, na podlagi 8 spotov, ki jih je vzel z neta, z mednarodnega spleta, in to vsaj 6 je takih, ki jih jaz komaj da poznam. Ker pomeni zelo, bi rekel, nič nočem slabšano o tem govoriti, ampak od ansamblov, ki so približni, tako poprečni, ne. Če bi on prebral vsaj mojo knjigo, Vsi najboljši muzikanti ubije, če bi malo šel na kakšno veselico, na koncert, bi to verjetno drugače začutil, ne. Jaz si sam osebno nikdar ne upam iti, recimo, napisati strokovne analize o eni sevdalinki. To je človek, ki živi tam in on to more poznati in more živeti s tem in potem lahko o tem razpravljaš. Jaz imam to srečo, da sem živel v tem svetu, oziroma da še živim, in zato mi je to tudi lažje napisati in zato sem občutljiv na to, če nekdo napiše veliko slabšanih o tem. Se bil zelo vesel, ko sem prebral njegove prve članke, se rekel, no, fino, še nekdo drugi se je tega lotil, celo strokovno globoko izobražen, se rekel, ampak upam, da bo znal opredeliti, kaj je dobro, kaj je slabo. Ampak treba je pa biti pošten do teh izvajalcev, nekateri so pač boljši, nekateri so slabši. V osnovi je pa s to glasbo popolnoma nič narobe. Res pa je, da je v današnjem času hiperprodukcija. Veliko ansamblov je takih, ki na hitro posnamejo, ki na hitro naredijo spot, nekateri celo to podkrepijo z enim donacijo in tako naprej. Ampak ostalo bo pa, kot je rekla doktor Zmaga Kumer, kot sem rekel že prej, samo tisto, kar je dobro. In zato je od Avsenikov ostalo vse, zato je od Slaka ostalo veliko, zato bo od Mihliča, Petriča in tako naprej ostalo nekaj skladb za zmeraj. Ja, prav gotovo ste vi živa enciklopedija, kar se teh podatkov tiče, kar ste zajeli v številnih knjigah do sedaj, ne samo v tej zadnji 197, ne, ampak to sem želel vprašati, ne, navedli ste tudi, da ste obiskali 1180 krajev. Verjamem, da ste številne tudi v tujini in tako naprej. Ja, ta izkušnja, ne, teh koncertov, teh potovanj, spoznavanja, kako cenijo, kako doumevajo našo glasbo, tudi konec koncev, kako so uspeli spoznavati te muskontarje, pevce, pevke in tako naprej. Dejansko ste bogateli in bili vedno bogatejši za te zgodbe, ne. Ohranjati vse te spomine, ne, ste to sproti beležili, ste bili nekakšne vrste kronist, vemo, da ste objavljali na tisoče člankov tudi za Slovenske novice in tako naprej in tako naprej. Nekako ste gradili to bazo, praktično lahko rečemo od tistih prvih korakov naprej, ne? Stvar je v tem, da jaz sem bil novinar in sem obiskal število najmanj 5000. Kje je ta številka? 5000, 6000 ljudi v življenju in vsak človeku nekaj da.
Vsako srečanje človeka obogati. Tudi mi bova šla danes drugačna domov. Vi mene spoznate, jaz sem vas spoznal, ker pomeni vsako srečanje človeku nekaj prinese in teh 5-6 tisoč ljudi je sigurno mene nekaj dalo. Poleg tega sem imel 1200 literarnih večerov po Sloveniji in tudi po svetu. Tam spoznaš bralce, spoznaš tiste neposredne odjemalce. Vedno radovedni? Črpalice, radi bili radovedni, črpali? Ja, seveda. Pa hkrati je treba vedeti še nekaj drugega. Ne? Da, recimo, jaz, ko sem pripravil druge knjige, zgodovinske, to je ogromno študija, ogromno, recimo, za vsako knjigo, zgodovinsko, da lahko povem, recimo, 60, 70, 80 virov prebral, preštudiral in tako naprej. In eno moče imam prednost, no, da tako rečem, da imam spomin dober. To imam očitno po očetu. Moj oče je vedel za vsakega v kraju, za vsakega, kdaj se je rodil, kdaj se je poročil, koliko otrok ima. Nič ni bil čenčast, ampak znal je povedati vse. A pa recimo moj brat Ciril znal obnoviti vsak film, vsako knjigo in tako naprej. Zgleda, to imamo nekaj v rodu, eno možnost sprejemanja tega. In pa stvar te mora zanimati, pa kot ste rekli, radoveden mora biti človek. Recimo meni je bilo, da povem, sem imel na Švedskem literarni večer, k meni pride človek, me gleda tako kot na pol Boga, pa sem rekel, skot pa ste vi, nekaj je bilo Švedov, nekaj je bilo pa Slovencov. Ne. Je pa rekel, jih bim Švede, jaz sem Šved. Ja, kako pa da ste me spremljali s takim zanimanjem? Je prav slovenščina. To je tako lep jezik, tako lepo valovi, prav kot eno valovanje žita, prav kot eno žuborenje potočka. Prav Nemci imajo, kot bi furo konja, prav Čehi pojejo, kot bi bilo vse samo ena pesem, prav slovenščina je pa pravo razmerje. Pa še nekaj je povedal. Prav pa še nekaj imate vi Slovenci. Prav vi imate dvojino. Prav, vse v življenju se dogaja v dvojini. Mož in žena, fant in punca, mož in žena, srna in srnak, prav vse je v dvoje. To pomeni, da ste prvinski narod. Je rekel, čuvajte mi dvojino. In jaz zdaj sem vse v sebi, okrog sebe, ljudi naučil, da govorijo dve kavi, da govorijo dve zvezdi in tako naprej. Hočem povedati, da imamo nekaj posebnega tudi v tem jeziku in v tem prvinskosti. Te melodiji jezika, jezik je glasba. Jezik, zato sem rekel, da je naš jezik eden najlepših. Tudi jaz bi vam rad zaupal eno anekdoto, ki je vezana na slovenski jezik. Sam sem tudi živel v Švici, dejali ste, Švica seveda ljubi to alpsko glasbo, lahko tako tudi rečem. Ne? In ko sem se recimo z mlajšim bratom pogovarjal v slovenščini, okoli naju dveh seveda so bili fantje različnih narodnosti, nima veze, ampak niti ni tako pomembno, ampak oni so mislili, da govoriva nek nordijski jezik, po melodiji sami. Ne. Pojma niso imeli, ne, da je to slovenščina in potem kot zanimivost sva jim morala nekako, v narekovajih, vsake toliko časa narediti nek šov spektakel slovenščine, ne, da so se pogovarjali in so se smejali in rekli čudovito. Tako da Slovence nas dejansko prej zamenjajo, bom rekel, za neke nordice, neke severnjake, kakor za nekoga tam z juga, pa ni zdaj debata to, vsak jezik je lep po svoje, ne? Ampak vseeno govorimo o tej melodiji jezika, ne, ki ste omenjali. In nekaj očitno govori tudi o izvoru Slovencev. Jaz nisem prepričan, da smo ravno v 16. stoletju dali vsi culice na ramo iz Zakarpatja pa prišli sem. Verjetno je stvar nastajala nekoliko drugače in mislim, da smo mi bolj iz severa dol prišli, ker imamo več stičnih točk, tudi to, kot pravite, tudi s severom Evrope. In pa sicer, recimo po jeziku, jaz vedno pripovedujem to, recimo, če primerjamo s Hrvati, Hrvati imajo cveče, č, je meki č. Mi imamo pa cvetje. Je pa se v bistvu šele obrusi v č, ker pomeni, moramo biti mi starejši in da so oni od nas prevzeli in se šele začeli brusati naš jezik naprej. Je to tema za novo knjigo morda? To je tema v marsikateri moji knjigi. Je v predalu pri vas doma? Ne, že napisana. Naslov je Naplavina davnega spomina. Ravno včeraj me je en gospod poklical in rekel, prokleti sivec, uničil si mi noč. Ko pa je zdaj narobe, je rekel, pravi, začel sem brati vašo knjigo Naplavina davnega spomina. Je pa res, da sem svoj rod opisal vse od Karantanije pa do današnjega časa.
In pravi, jaz nisem mogel prej nehati, kot da sem prebral do konca in sem prebral celo noč. Prav se upravičujem tem besedam, ampak toliko me je potegnilo. Stvar je pa mene je pa to povedalo to, da Slovenci premalo poznamo svojo zgodovino, da smo premalo naslonjeni na svoje korenine, da premalo to spoštujemo, da premalo se zavedamo, da, to sva pa zdaj midva pri glavni stvari, da smo živeli za časa Avsenikov in drugih ansamblov in da smo mi pravzaprav prvi in edini rod naša generacija doživela osamosvojitev Slovenije svojo državo. To so tisočletne sanje. In zdaj ljudje, ki to zaničujejo, jaz ne vem, a so sploh Slovenci, a so sploh pravi ljudje, a sploh imajo pravo glavo. Doživeti tisočletne sanje in živeti v teh sanjah, ja, to je nekaj najlepšega, kar je možno na svetu. Vem, da ste pohodnik, Sveti Primož je vaš reden gost, oziroma vi ste tam reden gost, no? Ne vem, kako naj to obrnem. Več kot 200-krat na leto, recimo, se posmete na ta hrib, ampak hoja, ne, je tisto, kar vam tudi nekako vas umiri, in pa seveda takrat imate čas za iskanje teh novih besed, novih naslovov, nove tematike. Kako pomembna je res ta hoja? Dejali ste, Slovenci smo morali prehoditi 1000 let, ne? Koliko morate vi prehoditi, ne? Da dobite novo idejo, ki potem zori seveda skozi nadaljne sprehode. Glede, stvar je v tem, da v bistvu tudi vsi zdravniki, ali psihiatri, psihologi, psihoterapeuti hoje zelo priporočajo. Jaz sem hribos tudi po svojem izvoru, od malih nog sem hodil v hribe, bil na Mont Blancu in tako naprej, tudi te višje hribe sem nekaj obiskal, ampak drugače pa to vsakodnevna hoja, pa skoraj vsakodnevna hoja na Svetega Primoža nad Kamnikom mi zelo pomaga. Človek je psihofizično bitje, to je treba vedeti. In še nekaj je, pravijo, da se vse ideje, a pa večina idej, se v bistvu rojeva v gibanju. Človek v svojem primatu, bi rekel, v svoji osnovi je gibajoče bitje. In zdaj, če človek sedi, pa kaj mi hoče iz prsta nekaj izsesati, mislim, da ne bo prišlo tisto prvinsko stvar ven. Meni se vedno dogaja, ko grem s Primoža dol, skoraj na istem mestu, gor zgleda, da je malo fizični napor, ko grem nazaj dol, skoraj na istem mestu me vedno pade kakšna ideja. In jaz si zdaj v telefonu, včasih sem si na papirček zapisal tisto idejo, ideja pa pride pa gre. Veste, to so zelo, bi rekel, muhaste gospe. Ampak to so tudi svetovno znani psihologi dokazali, ne? Ja. Tudi to, o tem ste govorili, ne? Ja. V katerih člankih oziroma podcastih. Tako. Pa še nekaj me je presenetilo. Mene je klisal iz Prekmurja dr. Jože Magdič, svetovno znani, a pa evropsko znani psihiater, psiholog, Jungovec. Tako, ja. In je rekel prav, a bi se jaz rad bi se z vam srečal, a se lahko z vam srečam. Ni problema, jaz sem odprt za vsakega človeka, ki zna kaj. Zanimalo ga je ravno to, odkje ideje. Ja, no, in je rekel, jaz sem prebral vašo knjigo o Jakobu Aljažu in sem jo napisal v prvi osebi, kot da Jakob Aljaž to pripoveduje. Strnil sem njegovo življenje, to je pač, bi rekel, literarni položaj, lahko napišeš knjigo v tretji osebi, lahko v prvi, lahko v drugi. Pri Jakobu Aljažu sem se odločil za prvo osebo in sem napisal, rodil sem se v Zavrhu pod Šmarno goro in tako naprej, že kot majhen fantek sem bil muhast in tako naprej. Recimo v tem smislu stvar teče. No in on je hotel mene osebno spoznati, kako sem se lahko toliko užil v to. Prav, jaz sem Jungovec, ti arhetipi so v ljudeh in vi imate nekaj posebnega v sebi. Ja še pomislil nisem, da je lahko kaj posebnega v meni. Jaz pač delam tisto, kar približno znam. Potem je pa znanstveno razložil. Pravi, poglejte, vi ste se v to lahko zato uživil, ker vam je ta oseba zelo blizu, ker imate te arhetipe, te stare tipe razmišljanja, poglede na svet, način življenja v sebi in ste se lahko temu Aljažu popolnoma približal. Je rekel, po značajski lastnostih, kaj imate kaj posebnega, ko ne vem, jaz sem vztrajen, ko se nekaj zamislim, grem do konca. Sem rekel, ravno toliko sem bil trmast kot pa Aljaž. Prav tukaj sta se pa videla najbolj našla. In res, Aljaž je rekel, na vrhu Triglav bom postavil stolp in je naredil vse, da ga je postavil. Jaz isto si zamislim, da knjigo, ko dobim idejo za knjigo ali pa za besedilo, ne umika.
lahko bi rekel to, pa pa tretji, pa četrt. Ne, speljem stvar do konca, če čutim, da je dovolj močna. No in potem je rekel, ker sem pa napisal veliko teh zgodovinskih knjig, vse od Karantanije, pa predvsem pa veliko teh grajskih zgodb, ki so zelo brane, ker me zelo veseli, da Slovenci to radi berejo. Je rekel, vi polnite izpraznjeno slovensko zgodovinsko dušo. Kako to mislite? Prav, zelo malo je napisano in res, potem sem to premišljeval. Zelo malo je napisanih o stari zgodovini, kot da nismo obstajali. Ampak vemo, s Trubarjem imamo, a pa celo z brežinskimi spomeniki. Leta 1000 so nastali brežinski spomeniki. In odskos naprej od tam imamo zapise v slovenskem jeziku, ker pomeni, smo tukaj bili. In potem sem, recimo, ko mi pade neka ideja, tudi v Karantaniji sem napisal 3 debele knjige, ampak leposlovne, kot romane. Pa poznaje se to prav, vi polnite to izpraznjeno dušo. Prav naša duša, zgodovinska, je precej izpraznjena. To pa zato, ker so nam drugi, tisti, ki so bili naši gospodari svoje čase, niti niso dali možnosti, da bi se to izrazili. Hkrati pa, veste, recimo, veliko smo napisali o drugi svetovni vojni, potem malo o teh povojnih dilemah. V današnjem času, pa vsaj zadnja desetletja, pa zelo moderno, da se piše po zahodnih vzorih. Iz slovenskih korenin za Slovence pa so razmerno premalo napisano, veliko premalo, predvsem pa starih zgodovinskih. Recimo so napisali nekaj Finžgar, Tavčar, Kersnik, še nekateri avtorji, tudi Miško Kranjec in tako naprej, ampak so razmerno malo je tega. Mene pa recimo, ko pridem do nekega zgodovinskega dogodka, pa ko zvem eno zgodbo, to je treba napisati, preprosto je treba napisati in Slovencem to nekako v eni, bi rekel, taki čitljivi obliki podati in zato sem napisal že 30 biografskih romanov, pa 30 zgodovinskih romanov. In vsi mislijo, da sem malo nor, ampak to preprosto moram narediti, glede na to, da znam to gradivo zbrati, glede na to, da me to veseli in glede na to, da imam socialno varnost pač svojo pokojnino, mi je popolnoma vseeno, a kaj za to zaslužim ali ne, a je kaj posebnega, mi je pa veliko pomeni, da mi veliko ljudje pišejo, da so na literarnih večerih nabite dvorane in da lahko ljudem povem tisto, da so malo bolj samozavestni. A veste, mi nismo narod hlapcev in dekel, to je velika neumnost. Če bi to bili, mi ne bi obstali s svojim jezikom, pa svojo preteklost, pa s tem pomembnimi ljudmi. In tudi te glasbeniki so pomembni za našo zgodovino. Ja, sva pri koncu najnega druženja. Vem, da ljudje, ko vidijo številke, statistike, se potem vedno si postavljajo neka vprašanja. 400 000 prodanih izvodov, 40 000 izposojenih knjig na leto. In ker smo v tem, pač nažalost, v tem materialnem svetu, kako je biti pisatelj, biti avtor knjig v teh zadnjih, recimo 30 letih, recimo od začetka osamosvojene Slovenije do danes. Kaj se je za pisatelja vašega kova, recimo, ki ste seveda rekorder po številu napisanih knjig v Sloveniji, spremenilo? Kako je živeti, kako je preživeti, bom raje vprašal, v teh časih, s knjigo, ki mora nastati, seveda, kjer je prisotno ogromno, jaz bi temu rekel kar garanja, to ne nastane kar takole s čarobno palico. Bravo. Jaz sem v bistvu pišem že 50 let, treba vedeti. Sem prvo knjigo izdal leta 72, kar pomeni že kot mladenič in potem... Ste vse te faze? Ja, sem vse faze to skozi dal. Začetka je bila tudi naklada bistveno večja, honorarji včasih začetkov bistveno boljši kot pa zdaj. In recimo sem si lahko pomagal toliko, da sem si lahko postavil hišo, nobenega razkošja nimamo doma. Imam ženo Sonjo, ki mi zelo podpira pri tem in razume, ravno tako tudi oba otroka, Vesna in pa hčerka Vesna in sin Iztok. Vsi razumejo to, da je pač to ena danost, ki jo treba nekako speljati do konca in hodijo po prstih okrog mene, ko jaz pišem pač, ali pa ko pripravljam in tako naprej, razumejoče, kar je lepo, da imam vsaj to bližnjo okolico urejeno.
Drugače pa po osamosvojitvi je stvar v bistvu slabša s knjigo. Stvar je v tem, da podpirajo se nekateri avtorji, ki tega pravzaprav morda niti ne zaslužijo ali pa morda preveč hlastajo po teh zahodnih vzorih, pa je to pri nas moderno, pa modno. Bi rekel, ta literatura prave za Slovence pa sploh ni podprta. Jaz nisem dobil nobene subvencije nikoli. Je pa res, da tudi nikdar nisem prosil, da nikdar ne stojim ali pa sedim za šankom. Jaz lepo grem v muzej, grem v knjižnico ali pa v svoj kabinet, pa pišem, pa uživam v tem svojem svetu. Moj svet je lep, lep je pa lahko tudi svet tistega bralca, ki prebere to, če hoče. Nisem pesimist, kar se tiče branja, še zmeraj 7-8% Slovencev bere. Zelo hvaležne so te starejše bralke. A veste, kakšna lepa pisma dobivam? Napišejo s tako staro, lepo pisavo se, pa bi rekel, s takim pozitivnim odnosom do sveta. In vidim, da veliko je v Slovencih tega pozitivnega potenciala. Jaz pravim, samo to moramo nekako izkoristiti, pa bolj mora priti to, da je izraza. Jaz imam svoj svet v bistvu sklenjen, sem popolnoma zadovoljen s tem in bom delal, dokler bom zdrav naprej in ni nobenih težav s tem. In niti najmanj ne premišljujem, recimo, a bom za to dobil 500 evrov ali 700. Mi je popolnoma nepomembno to. Hvala, ker ste bili naš gost in da ste nas popeljali seveda skozi te številne zanimive anekdote in pa, da smo razrešili kakšen datum, ki zdaj vemo, da je resničen. Upam, da bo teh vaših zgodb še več, kot ste dejali, predali. Treba je morda povedati to, da tukaj to je prva knjiga, ker tukaj je številka 1. In če bom zdrav, bo nastalo to, 4-5 knjig. Tukaj je noter 25 prvih legend. Naslednja knjiga bo seveda številka 2 in grem po časovno naprej, oziroma bodo predvsem te goci, frajtonarji, kar pomeni štartamo s Slakom in s podobnimi goci, kot so mišeljudski goci, pa so tem prišli v muzikante in prinesli to, bi rekel, pristno slovensko glasbo na nek višji nivo, veliko tudi teh narodnih pesmi posnel, kar pomeni da druga knjiga nastaja. Če bom živ, bo tudi 3., 4., 5., če ne bo pa morda naredil kdo drug, štartali smo. Še tole minuto si bomo še vzeli. Kaj pa nasledniki, ne v smislu vaših otrok, ampak morda etnologov, je zanimanje za spremljanje, recimo, ko smo danes konkretno pri tej zgodbi o slovenski narodni zabavni glasbi. Koliko je ljudi, ki dejansko se strokovno ukvarja s tem? Ja, sorazmerno malo, ta dediščina je bogata in zelo raznolika in zelo široka, sorazmerno malo, me pa veseli, da potem, ko sem jaz napisal knjigo o Avsenikih, čisto tako bi rekel v ljudskem formatu za najširši krog, so tudi drugi nekateri glasbeniki napisali, recimo Štir Kovač, Franc Šehoc je sam napisal, pa še nekateri drugi tudi, pa tudi zdaj vidim, da nekateri še pišejo, me tudi malo sprašujejo za nasvete, ker pomeni stvar se dokumentira in to je glavno, da se ne pozabi in če se le da iz prve roke, da se to napiše. In veliko teh piše, jaz sem en sam, jaz pač lahko omejeno število naredim, me zelo vleče k tem zgodovinskim temam, ampak del zgodovine je tudi to. In veseli me, da prav založba Domovina in revija Domovina, da ima nekako čut za to. V svoje čase so obstajali celo samostojne revije, zdaj ne vem, da so to revijo ukinili. Pri nekaterih drugih časopisih pa zelo malo pišejo o tem, ampak dobro je, da je zabeleženo vse. Kot ste prej rekli, je v bistvu, sem res napisal celo več tisoč člankov o tem, drobnih sicer, ampak tudi recimo Marjan Stare pri tem veliko napisal, ali pa Jože Galič, pa še nekateri, ali pa recimo na televiziji. Fantastične stvari je naredil recimo Boris Kopitar, ali pa Jože potrebuješ s svojimi oddajami in tako naprej, ker pomeni, marsikaj se na tem področju naredilo, ker pomeni obstaja. Analize pa rekel strokovne stvari se bodo pa verjetno lahko naredili pozneje, ker jaz bom pač delal v tem smislu, to bom naredil še, če bom zelo naprej. Drugi bojo pa drugače naredili, ampak upam pa, da boš kot pa profesor dr. Stankovič. Hvala še enkrat. Vemo, da tudi v arhivih slovenskih se skriva še marsikaj zanimivega, ampak moja izkušnja je tudi kot novinarja, pa da najlepše zgodbe pa seveda naredijo in bodo za njih vedno poskrbeli pa le ljudje, recimo takšni, kakršni ste vi. Hvala lepa vam tudi za povabilo in hvala lepa Domovini, da ima posluh tudi za to. Tudi to je velik del naše domovine. Ja, hvala tudi vam, ker ste bili z nami, sicer pa tudi ostale vsebine lahko najdete na spletni strani domovina.je.